Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli na Slovenski matici na drugi novinarski konferenci v letu 2025, v kateri še predstavljamo knjižno bero preteklega leta. In ta je, to si upamo trditi, spet zelo vznemirljiva, zelo neznana, skratka taka, ki vzbuja številne bralne in raziskovalne užitke in verjamemo, da boste tako doživeli tudi naše današnje srečanje, kjer bo seveda osrednjo pozornost imela predstavitev knjige Neznani Jurčič, našega novega matičinega avtorja, doktorja Bernarda Nežmaha, ki ga v tej družbi prav lepo pozdravlja. Obenem je, tako kot tudi izdaja monografije Neznani Jurčič, ki jo je prijazno sofinancirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije v okviru knjižnega programa 2024, v okviru tovrstnega financiranja in v letu konec leta 2024 išlo še drugo pomembno raziskovalno delo, prav tako nove matičine avtorice, docentke doktorice Tine Bregant, ki se nam žal danes zaradi službenih obveznosti ni mogla pridružiti, pa vendarle je knjiga doživela že kar nekaj odmevnih predstavitev. To je njena raziskava, ki se dotika vprašanja možgan in seveda njihovega razvoja pri mlajši generaciji, vznemirljivo potovanje po razvijajočih se možganih. Prav tako predstavljamo še dva zbornika, ki sta išla kot nekakšna odziva oziroma pisna odgovora na naše številne posvete in simpozije, ki smo jih v preteklih letih organizirali. Prvi je seveda zbornik tukaj o Štefanu Kuzmiču. Namreč Slovenska matica je v soorganizaciji s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti v letu 2023 organizirala poseben simpozij posvečen 300-letnici tega pomembnega prekmurskega avtorja. In nikakor nazadnje, kot veste, smo kar nekaj let organizirali posvete na temo medijev, slovenskih medijev pri Slovencih, ki živijo v zamejstvu v Italiji, Avstriji in zdaj nazadnje je sledil še zbornik o slovenskih medijih na Madžarskem in Hrvaškem, ki ga je uredila naša matičina urednica Zarika Smoj-Vrbovšek, ki jo prav tako lepo pozdravljam. In vendarle zdaj k Neznanemu Jurčiču, kot smo že napovedali, in nam vsem dobro znanemu novinarju, publicistu, docentu, profesorju, predavatelju, raziskovalcu zgodovine novinarstva in še kar nekaj takih oznak, ki bi jih lahko dala doktorju Bernardu Nežmahu. Ko se je nekako pred 2 letoma, mislim, da obrnil na Slovensko matico s predlogom, da izdamo knjigo o Jurčičevem novinarskem delu, torej o njegovem urednikovanju slovenskega naroda, smo seveda bili takoj za to, nismo pa verjeli, da bo to tako zelo, zelo zanimivo branje. Knjiga je organizirala v 20 zelo zanimivih tematskih poglavij. Odlikuje pa jo predvsem to, da se je avtor izredno opiral na primarne vire, torej na same članke v slovenskem narodu, ki so v obdobju 1871 do 1881, ko je bil njegov urednik Josip Jurčič, izhajali. Zdaj pa predajam besedo Bernardu Nežmahu, odkot želja po raziskovanju Josipa Jurčiča z tega novinarskega, žurnalističnega vidika morda
za začetek in kako ste se tega dela lotili? Ja, to je bil del, ko sem pred dobrim desetletjem pisal časopisno zgodovino slovenskega novinarstva. Sem se poskušal delati to tako, da se ne bi opiral na interpretacije, kot so bili recimo Prijatelj, Kidrič in podobni, kjer bi lahko potem samo ponavljal vse skupaj. Mene zanima, kako so delovali teksti, kako so bili pisani, in ko sem šel skozi to zgodovino, sem se vmes naletel tudi na Jurčiča. En izmed razlogov, najbrž zakaj sem opazil ta del, ker res je nekaj, Jurčiča kot urednika nam nikoli niso prikazovali. Jurčiča smo poznali kot pisatelja, kot tega žrtvu, ki bi bil lahko še veliko večji pisatelj, ko bi vendar imel dovolj časa in mu ne bi bilo treba pisati za časopise in urejati. Skratka, jaz sem na Jurčiča naletel, ko sem listal te stare časopise in sem opazil nekih izvodih beline. Namesto tekstov so bili prazne, bile so luknje, načinno. In ko sem se naprej gledal, sem videl, da je bil časopis zaplenjen. Zaplenjen in Jurčič ni bil v strahu pred cenzuro in je preprosto pustil znamenje zaplenjen. To je bilo nekaj, s čimer smo se mi na Mladini sami soočali tam v 80-ih, ko so tudi nas zaplenjali. Ampak takrat nismo imeli pojma o Jurčiču, če imel, ki je vedel Jurčiču, bi se z njim branil. Namreč, takrat je bila seveda partijska cenzura bila takšna, da je bilo treba tudi skrivati, da se tudi cenzurirati. Skratka, časopisi niso imeli te navade, da bi pustili luknje, prazne plahte, ampak pač mogoče, ki pisali naslednjič. In recimo, zakaj bi bil pomemben Jurčič, ko bi nekoč kaj več o njem vedeli? Recimo, mi smo imeli, ko smo se branili pred zaplenjanjem, smo se sklicovali na svobodno govora, nekdaj na ustavo. Nismo se pa seveda sklicovali na Jurčiča, ker pojma nismo imeli. Stari režim je gradil na tem, da je veljal kot najboljši. In bila je Avstro-Ogrska ječa narodov. In če bi se pritegnil takrat argument, bi lahko to delovalo drugače. Naprimer, Mladino so zaplenili še preden je recimo išla, še preden bila kot produkt, so še kar v tiskarni, so imeli pač svoje informatorje in potem so obvestno udbovci pobrali materiale in tožilci spisov, sodnik tudi razsodil. No, v Jurčičevem času je bilo pa tako, da ko je Jurčič ugotovil, da bo zaplenjen, je recimo pobral kakih 100 izvodov in jih je dal v kuverte in poslal na pošto, kot narodna tiskarna. Zdaj se je bilo jasno, na pošti, ki je prišel 100 takih velikih šopov, je bilo vsakmu jasno, da je to zelo slovenski narod. In seveda, takoj nese vestna administracija, pošta nese deželnemu predsedniku en izvod v kuverti. In zdaj predsednik bi rad odprl. Ve, kaj je not, grize ga. Ampak v Avstro-Ogrski je bila tajnost pisanskega pošiljanja ustavna pravica. Torej, ni se upal odpreti. Iz tega torej ni bilo nič. Pri nas, kot rečeno, je bilo drugače. Bi se skliceval na to, če ne drugega, bi bilo lahkotnejše, ne bi delovalo kot traumatično tisto zaplenjanje takrat. Drug rečemo moment, ki je bil meni pri Jurčiču tam bolj všeč, njegova genialnost, kako je iskal načine, recimo, da mu uspe speljati svojo misel v časopis. Recimo, kadar so mu kaj prepovedovali, saj ni bilo veliko tega, recimo, ki je povezan z kakšno vladno uredbo ali s kakšnim deželnim glavarjem, se je pol obrnil recimo na svojega prijatelja Vošnjaka, ki je bil poslanec na Dunaju, in rekel, daj ti ta članek preber kar na seji parlamenta. In ki je tam prebral, je seveda, to ni bilo, je bilo onkraj prepovedanega, in lahko je objavil mirno govore v parlamentu, tako da na tisoče različnih načinov je širil, recimo tudi svobodo, to je bil en izmed momentov govora. Se pravi, da sem jaz pol bolj resno ali pa globje
prišel z Jurčičem blizu, to je bil prvi moment, recimo ta svoboda govora, ampak to še ne bi zadoščalo za to, da bi se odločil za knjigo. Drugi pa bil, ko sem skozi leta prebiral, skratka, stare časopise lahko prebiraš, da samo pravzaprav ne da, danes bi radi nekateri z kompjuterjem iskalnike in bojo nekaj ven dubali, ampak to ne deluje, zato ker so pojmi v tistem času so pomenili nekaj drugega. Oziroma tudi teme, ki so bile nekoč pomembne, mi danes ne vemo. Moče je fizično prebirati in slediti. In ko sem, torej, po dolgem sem rabil kar nekaj časa, da sem se vdomačil, da sem začel uživati v tem branju, da se tudi sem videl, kaj se na kaj referira. In recimo tisto, kar je bilo meni fascinantno, je, kako je živo urejal časopis, spreminjal rubrike, ko je hotel dati težo slovanstvu, pa je dal kar iz domačih in slovanskih krajev rubriko. Enkrat so bili pač Rusi že na drugi strani in mislim na četrti. Potem pa predvsem pa take stvari, da vse je bilo tam objekt bralne radovednosti. Namreč celo ob umorih, samomorih je to obrnil bodi si v ironijo. Recimo, takrat je bila ena kultura, danes je tabu, neka groza, rečemo, samomor se niti ne piše ali pa umorih. No, v tistem času je bilo pa tako, on je poročal, naredil ta pa ta je naredil samomor, v žepu je imel to goldinarjev, obesil se je, rečemo, na marelco, drug se je na češplo, en se je revež na vrbo, pa ga ni držala, pa je mogel še arzenik pojesti. Potem je opisoval tudi zgodbe, ena najbolj norih se iz stališča današnjega časa je, ko se je obesil krojač v Mariboru. In zakaj? Ja. Ena ženska se je pritoževala, da je slabo zakrpa obleko. In on kot mojster svojega poklica to ni prenesel. Skratka, tisoče zgodb je znal potegati v čtivo. In z tega stališča je seveda naredil časopis kot pač dominantni prostor jezika. Če bi šli pregledati količina strani, ki jih je pač natisnil slovenski narod v tistem času z količino bralcev, ki jih je imel, z količino literature, je to pač neprimerljivo. Obenem je pa še nekaj dosegel. Recimo, presenetilo nas bo to, da prvi naš urednik, Vodnik, je pravzaprav imel skoraj, bi temu lahko rekel, novinarski jezik. Vodnik kot pesnik bi pričakovali, da bo živopisan. Ampak je bil na nek način kastriran. Razumel je, da je pesništvo svoboda, novinarstvo je pa samo togo poročanje o nekih faktih. In tudi njegov jezik tam je bil načkaj živahen. Jurčič je naredil pa nekaj drugega. Je pa uporabil vso moč jezika, da bi pritegnil bralce. Ne bi bilo pomembno, takrat ni se ni prodajal v kioskih, ampak se imel naročnike. Pomembno je, da so ljudje z veseljem brali. In da bi brali, rabaš močen tekst. In se pravi, svoj jezik, ki ga je imel v romanopisju, je prenesel v časopisje in s tem je pravzaprav takrat sploh nismo imeli dveh jezikov, nismo imeli knjižnega in časopisnega. Se pravi, ta njegovo častnikovanje je pravzaprav bilo zelo zanimivo tudi stališča konfliktov. Ko je, on ni pisal časopisam zase, ampak je bil spopad. Spopad je bil deželnim glavarjem, s cenzorjem, ampak tudi z Blajbajsovimi novicami, z tedanjo Danico, potem se pravi Leibacher Zeitungom, Tagblatom. Skratka, z vsemi Brenclom, z vsemi časopisi, ki so takrat obstajali, je bil v nekem dinamičnem odnosu, se pravi, polemike enega z drugim so pa nekaj najbolj samoumevnega. In v tistem času, mislim, da zdaj pa živi duši ne bi na misel prišlo, da bi bral en časopis, pa rekel, tako je, ampak jasno je bilo, da si mogel brati vse mogoče in najdeti presek.
Recimo, jaz sem bil presenečen, oziroma me zanimal, veljal je v slovenski zgodovini kot največji enfant terrible, skratka, nemogoč Jakob Aleševec, urednik legendarni Brenclja, ki je imel zelo živopisan jezik in je obenem je pa seveda ni imel zadržkov, skratka, šalil, ironiziral je pač bolj vse saj na liberalni strani. In nekoč je Jurčič Besen napisal članek proti revolver žurnalizmu, v katerem ga je označil kot tistega najbolj dno žurnalizma. In to je bil zelo močen, ker to je bil en redki, kjer se je podpisal z imenom in priimkom. Ponovadi se ni podpisal, se pač vedel, da je on, ampak se je podpisal. Ampak pa, ko sem šel to gledat, kaj, nič tacga, on je pravzaprav Blajbajsa opisoval z istimi besedami. Blaznež, propalica. In podobno živi in če vse kaj, kar se kol se je dal. Skratka, če bi šel gledat njegov izraz, kako je opisoval svoje tekmece, to je psovaški jezik. Recimo, časopis je bil ljubljanski Butelj, Leibach Tagblatt, in kaj pisati, Butelj je javil to in to. Na tej ravni, zdaj, če gledam, je bilo zelo nepravično, oziroma nepravično, nedosledno, ker sam je počel isto. No, ampak pa sem vse najde eno mini razliko. To je ta, da je Jurčič, ko se je norčeval ali pa ironiziral z posamezniki, se je norčeval iz nekih javnih potez, ki so jih naredili. Medtem ko je čista zasebnost doma, kako nekdo živi, pa kakšne otroke ima, pa koliko vina spije, pač to ni bilo. To je vzel kot sveto, tako kot so imeli Francozi, ko so Mitterrand imel dolga leta ljubico, pa noben časopis pisal o tem, pa so vsi vedeli. Skratka, je veljal, da je to nekaj, kar spada zraven, kot piješ vodo ali karkoli. Skratka, to je modus vivendi francoski. In to je podobno vzel Jurčič, da to vrstne stvari ni opisoval. Medtem ko Brecelj je z Aleševcem je pobral vse. Res pa je nekaj, da je bil v veliko slabšem položaju Aleševc. Aleševc je bil tako rekoč samohodec. Mogel je sam preživljati svoj časopis, bolj ali manj. Jurčič je imel pa za sabo le politično močno opcijo, tiskarno, bil je solastnik tiskarne, tako da je lahko potem malo bolj premišljen jezik, ali pa imel je lahko pa neke standarde pisanja. Hvala za ta imenitni uvod. Smo videli, da bo kar zanimivo seveda branje te monografije, znanstvene monografije Neznani Jurčič. Naj povem, da je seveda monografija pripravljen po vseh znanstvenih kriterijih, z gradivom, viri, z dvema strokovnima recenzentoma. Govorili pa ste seveda že o sintagmi, revolver žurnalizem. Tukaj je zelo zanimiv primer z Markom Twainom, ki ga tudi navajate, kako gre pravzaprav za produkcijo nekih lažnih obtožb na seveda do osebni ravni, kar načeloma, kot ste trdili, Josip Jurčič ni delal. Hkrati pa seveda ste izumili v tej monografiji neko novo sintagmo, tako imenovani magični žurnalizem. In tega pripisujete Josipu Jurčiču, takole zapiše Bernard Nežma. Jurčičev projekt je bil dobra žurnalistika, kakršna je zahtevala lik pisatelja, ki piše krajše članke, obenem pa je bila tudi novinarstvo, ki vsakodnevno bralcem prinaša vesti. Urednik je iz nič zgradil dopisniško mrežo, ustvarjal nove novinarske žanre, predvsem pa je uspel iz banalnih vsebin, tudi iz poročil o umrlih, napraviti zgodbe. Če je v svetovni literaturi velikan med pripovedniki Gabriel Marquez s svojim magičnim realizmom,
je Jurčič v slovenskem novinarstvu ustvaril magični žurnalizem. Morda v tem kontekstu še poveste nekoliko več o sami sintagmi in seveda tudi o drugih vsebinah te vaše raziskave. Ja, zdaj samo to resno vprašanje, ki se vedno pojavlja, to bolj očitno je, da če gledamo vesti, kaj se dogaja v teh deželah, kjer so vojne, Gaza, Ukrajina, bomo videli, da imamo kar nekaj korpusa informacij, ampak ko smo pozorni, pa se vprašamo od kdo, odkot vemo, kar vemo, pa je ponavadi, ali recimo ukrajinski predsednik vir, ali neko ministrstvo za zdravje, nekje druge. Skoraj nikoli več, redko, zelo redko kdaj najdemo nekoga, novinarja, ki je nekje bil, pa nekaj videl. Ena izjema je moj dragi kolega Ervin Hladnik, ki je šel sam v Ukrajino in nam potem poročal, kaj doživel. To je danes skoraj redek, že vsaj v teh sodobnih velikih vojnah, nepoznan prijem. Zdaj, Jurčič se seveda ukvarjal s tem problemom, odkot bi kaj izvedel. Eno je, tako kot imamo danes STA in pa druge agencije, je bil takrat cesarski korespondenčni biro, ki je javljal vesti iz tujih dežel, ampak zdaj odvisno, če je bila Avstrija v dobrih stikih, rečemo s Turčijo, potem ni javljal o vojni v Hercegovini. Je mogel najti dopisnike. Predvsem problem dopisnikov je bil v Ljubljani. Kako, v Sloveniji, najprej Mariboru še, kako zvedeti? Jurčiču so pisali pisma, kdo mu javi, tam se je zgodilo to in to. Zdaj, ker je bil sam, one man, oziroma še enega pomočnika, urednika, on ni mogel hoditi okoli, da bi preveril, kaj se je nekaj zgodilo. Evo, zdaj, Blajvajs je bil mož konzervativen v vseh smislih, je seveda o tem ni pisal, ne bo pisal nekaj, kar ne more preveriti. Jurčič je pa videl zdaj možnost, če o tem piše, lahko prinese več kot drugi časopisi. In kaj naredil? Preprosto objavil. Objavil, recimo, v Gradcu je umrl naš mladi, zelo talentirani, obetavni pravnik. Čez dan, dva pride vest, da se on javlja, da še živo, se čudi, zakaj, kako, odkje je ta vest. Zdaj mi pričakovali, da bo Jurčiču nerodno, pa ja, karkoli, ne, on je besen, prav, ja, nas veseli, da je on živ, ampak bomo mi najdeli tega, ki nam je to lažno vest lansiral in potem bomo objavili, če so pisali njegovo ime. Skratka, takih primerov je nebrojno. In zdaj, v tistem času je bilo to celo dragoceno. Če si nekaj bral, ako si hotel vedeti, da to drži, ali ne, smo mogli še kakšen teden, dva več brati, da si videl, a pride še kakšen demantij odkje. Skratka, z tega stališča si držal to napetost. Po drugi strani je, recimo, vnesel nekaj, kar bi danes šteli več kot rumeni tisk. Poročal je, kaj recimo pripovedujejo profesori med poukom. Nekje na novomeški gimnaziji je pater Bernard, moj sorodnik, pripovedal fiziko in javlja zdaj njegov dopisnik, da je pripovedoval, da je strela Božje delo. Se zgraža. Zdaj se je pater se javil čez par dni, da kaj tacga nikoli ni rekel. In to se je vzel kot scena. Hočeš vedeti, kaj se nekaj zgodi, pa mogoče prišel tudi demantij, ali pa pač nič ne boš vedel. In te stvari so šle potem še dlje, ko je, dobro, to je šlo za kurioziteto. Jurčič, čeprav mu bi kdo pripisal, da je imel kakšen antikatoliški refleks, ga ni imel. Je tudi imel cel kup ponosen, da je imel cel kup duhovnikov, naročnikov, samo več bil je predvsej bolj libertinga duha. In kot se je predvsem tista njegova očitna točka,
je pa bila njegovega delovanja, je bila pa ta afirmacija slovenstva. In bil je pozoren na vseh koncih, na tem, recimo, ko so nekoč je javil, da ko je prišel ruski car Aleksandar na obisk k Francu Jožefu, da ga je Franc Jožef pozdravil po rusko in to posebej izpostavil. Zakaj bo zdaj to pomembno? Zato, ker ne malo v tistem času so pa slovenske dijake metali z gimnazij, če so po rusko recitirali. Skratka, iskal je vse te točke, s katerimi bi lahko pravzaprav pokazal nekonsistentnost uredb. Ena boljših je bila, ampak no, imel je pa to, zakaj pravim magični realist. Zato, ker v točki, recimo, ki bi pričakovali mi očitek moraliziranja, recimo, tudi tako, ko smo imeli zdaj epidemijo, so imeli naši pradedje tudi koze v Ljubljani, pa so zapirali šole, pa vse mogoče. No, in nekoč je bil mestni župan je dal objavo v nemščini nekaj zvezi s kozami. Ni bilo v slovenščini, da je Jurčič benti, zakaj ni v slovenščini? Ampak Jurčič piše nekako takole, no, očitno so koze v Ljubljani samo nemško govoreče. Vzel je dobesedno zares in z tega stališča potem ta svojo poanto še radikaliziral. Pa so naslednji zelo hiter dali tudi za slovenske bolnike teksta. In recimo na nek način je pri njemu izgledalo, kot da gre za inspiracijo, cel kup neorganiziranih naključij, ampak potem nekoč umre nek se pravi pokopališki delavec, in Jurčič to se objavi, da je umrl, hkrati pa se še zahvalimo, ker on je v zadnjih 20-10 letih nam prinašal vesti o mrtvecih. Skratka, imel je mrežo, vedel je, kje ljudje kaj vejo. In sploh, ko je recimo ustvarjal recimo ena stvar imel zelo rad, očitno velika lahko ugotovimo skozi Jurčiča, kako se nekoč živela. Ena reč, te sicer nisem pointiral, je bilo neverjetna količina umora. Ljudje so se klali, upijali. To je bilo tako, ni bilo vaške, ni bilo enega popivanja, kot ni pisali en, dva sta mrtva. Pivska druščina se med sabo pobijala. No, ampak pri tem je bil en drug moment še, recimo tudi strele so tokle. En je vedno beležil, kje je strela zadela. Na letu sem pol na primer neke mežnarca tekla, da bi zvonila proti streli, pa bi potjo strela ubila. Ampak, pa malo brskam in vidim, na zadnji strani ima pa reklamo, anonse, je že imel reklamo za enega, ki prodaja strelovode. Skratka, on je že zelo dober, bil je prvih, ki je vključil ta, on je temu rekel inserat, reklame. Reklamiral je od gostiln do hotelov, vseh točk. In se pravi, naredil je lahko dogodek iz česarkoli. Recimo, Slovenci so ta afirmacija poleg taborov je bila ena slavljenje pisateljev. In ko so recimo Prešernu zgradili, postavili tablo na hiši rojstni, je bila to zadnji, Jurčič organizira veliko, vlakov zmanjka, se mogli dodatne vlake dati, jih je bilo 5000, ali še več. Stvar je bila politična, namreč tam redovniški župan je hotel, da mu dajo govore vnaprej, da bo cenzuriral. Zgrožen se je Jurčič. In hkrati ob teh akcijah je pa on afirmiral še umetnike. Ta, recimo, je naredil čudovito sliko Prešerna, kupite jo tam
En izdeluje 12 cm velike statue slončka, dobijo se na tem naslovu, zelo lepo so naredili, tok in tok stanejo. Skratka, vse, ki so se ukvarjali s slikarstvom, kiparstvom, je lepo angažiral in v gradnji spomenikov, in to je naredil seveda čisto dejansko na svoj način. Danes, ko spomeniki nastanejo, se nikoli ne sprašujemo od kje. 99% so države, pa država, vlada ali pa občina. Pod Jurčičem je bilo drugače, to so bile nabirke. In potem ni šlo to samo nabirka, ampak najprej povedal, da nabiramo, in se on je dal ponavljati vedno prvi goldinar zraven, imena vseh, ki so dali. Bil je seveda desledar, nekdo je dal sam en groš, pa ga je isto opisal, en groš je dal ta pa ta. In potem to so bile neverjetne akcije na vseh mogočih ravneh, s tem je pravzaprav naredil dvoje. Obenem je postavljal simbolne junake, heroje, potem je povezoval množico, najprej v smislu ideje, afirmiral, kot rečeno, slikarje in kiparje, pa je naredil še izjemno zabavne dogodke. Recimo, ko so potovali sokoli, meni je bilo zanimivo, nekdo da v glas, išče ženo, toliko mora biti stara, povijam kot mladnarja, pa lepe lastnosti mora biti dekle, pa še slovenska narodnjakina mora biti. Zdaj, ne vem, kakšen je bil uspeh, ampak očitno mož ni bral naroda. Namreč v narodu je Jurčič recimo opisoval, kako je potoval Sokol. Sokol, skratka, druščina se je usedla na vlak, se je recimo peljala v Litijo, kjer so jih pričakali slavolok, govor župana, potem je bila hrana, ples, vaje, telovadne, pijača. In potem piše na koncu, ko so odhajali sokoli, so dekleta tako žalostno gledala za njim. Skratka, če si hotel ženo najti, si šel v sokoli na sokolski izlet. Skratka, tam si bil zaželjen in skratka, vse to je on pa nesel skozi časopis. In zato si ti nisi rabil časopis samo zato, da bi videl, kaj si kje zgodil, ampak da si se povezal v družbo, da si z njim živel. Še bi lahko govorili, predstavljali, dobili ste kar imenitno uvid v zelo bogato in zanimivo vsebino te knjige. V zadnjem poglavju se seveda avtor posveti tudi Jurčiču samemu in zgodbam o Josipu Jurčiču in njegovem življenju in tako dalje. Ampak to bomo prihranili seveda za prihodnjič. Namreč samostojna predstavitev knjige bo tukaj v dvorani Slovenske matice 18. marca ob 18. uri, tako da že vsi toplo vabljeni na ta dogodek, seveda vas bomo pa še z vabilom povabili. Za zdaj pa se avtorju, dr. Bernardu Nežmahu, iskreno zahvaljujem za sodelovanje, za to imenitno knjigo, ki smo jo zdaj predstavili, in seveda tudi za obljubo sodelovanja v prihodnosti, saj načrtujemo še en projekt, podobno nekakšno analizo določenega obdobja poročanja, novinarskega poročanja o družbenem življenju v tem našem slovenskem prostoru. Zdaj pa k drugi monografiji doktorice Tine Bregant, kot sem omenila, zdravnice, avtorice nekako te našega razmišljanja oziroma predvsem že kar raziskave o možganih in njihovem razvoju pri mlajših generacijah. Urednica te knjige je bila s strani Slovenske matice Zarika Snojber-Bovšek in ji zato zdaj predajam besedo. Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni. Kot rečeno, se danes avtorica ni mogla udeležiti tele konference, zato se mi zdi primerno, da jo kljub temu, da jo večinoma kar dobro poznamo, malce predstavim, ker tudi njena ta bogata strokovna in znanstvena pot kaže njeno širino in strokovno usposobljenost za to, kar je potem tudi razvidno iz te knjige.
Po diplomi na medicinski fakulteti je delala specializacijo iz pediatrije na kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo na pediatrični kliniki v Ljubljani. Potem je bila zaposlena na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča Republike Slovenije in tam je opravljala še dodatno specializacijo z področja fizikalne in rehabilitacijske medicine. Trenutno je zaposlena v zavodu Cirius Kamnik kot specialistka pediatrije in pa fizikalne in rehabilitacijske medicine. Je pa seveda tudi predavateljica, docentka in mentorica študentom. Sodeluje v različnih programih, tako v meduniverzitetnem programu Kognitivna znanost v Ljubljani, Dunaju, Budimpešti in Bratislavi, v programu Nevroznanost na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, v programih Specialna in rehabilitacijska pedagogika in logopedija in surdopedagogika na Pedagoški fakulteti, potem je tudi na fakulteti za zdravstvo Angele Boškin nosilka predmeta pediatrija. Potem je seveda še tudi vrsto drugih funkcij, predvsem pa sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih skupinah in zelo pogosto izsledke svojih raziskav predstavlja tako strokovni kot tudi laični javnosti. Tako da smo bili zelo veseli, da smo jo pridobili za objavo te knjige pri nas. Tudi ta knjiga, ki je prav tako izšla s finančno pomočjo Javne agencije za knjigo, ima dva strokovna recenzenta, to sta profesor dr. Zvezdan Pirtošek in pa zaslužna profesorica dr. Dušanka Mičetič-Turk. In kot tudi ona v svoji recenziji poudarja, je ta knjiga posebej pomembna, zato ker je neka zelo zanimiva kombinacija znanstvene monografije s področja nevroznanosti in pa dejansko praktičnega priročnika o vzgoji otrok, ker celostno obravnava številne vidike razvoja otrok in njegovih možganov, vse od spočetja do pubertete. Kot rečeno, v bistvu se posveča času otroštva in opisuje nekakšno dolgo zgodbo razvoja in zorenja možganov, ki traja skoraj 30 letja in ponazarja in prikazuje vse spremembe, ki jih opazujemo pri rasti in pri razvoju otrok in ki potekajo do zgodnje odrasle dobe. In poudarja pomen teh sprememb, ki so sestavni del tega vznemirljivega potovanja skozi razvijajoče in spreminjajoče se možgane, kar pač imamo tudi v naslovu, in poudarja, kako so te spremembe vsestranske, nekatere popolnoma očitne, druge skoraj da nevidne in zelo subtilne, nevidez neopazne, vse pa seveda s zelo pomembnimi posledicami za vse življenje. In pomembno sporočilo, ki ga ta knjiga prinaša, je, da lahko na te spremembe s svojim vedenjem tudi sami vplivamo in zato prinaša tudi nekatere bistvene vzgojne smernice. Podrobno strokovno razlaga različne procese, strukture v možganih, o katerih dolgo nismo veliko vedeli, z razvojem tehnologije pa se sedaj lahko vedno bolj potapljamo v ta njihov čudoviti in kompleksni svet. Kar pa je pomembno, je pa to, da kljub tej strokovni podlagi in zelo sodobno, zelo podkrepljeni sodobnimi znanstvenimi spoznanji, nevroznanosti in tudi pediatrije, pa je knjiga napisana zelo poljudno in zelo zanimivo. Zdaj, če se majčkeno bolj podrobno še sprehodim čez vsebino te knjige, najprej seveda se posveča nevroznanosti kot meddisciplinski vedi o živčevju, ki vključuje spoznanja s področji različnih področij medicine, biologije, kemije, farmakologije, psihologije in drugih. In ta spoznanja nevroznanosti povezuje z njihovim pomenom za razumevanje vzgoje, pri čemer pa se izpostavlja temeljne vrednote, ki so avtentičnost, odgovornost, enakovrednost, osredotočenost na odnose, na osebno integriteto in kar poudarja ves čas v knjigi, najpomembnejši, največji pomen čustvene vezi in varne navezanosti med odraslim in med otrokom. Seveda sprva je v tej osrednji vlogi najprej mama otroka, potem širša družina, drugi družinski člani in potem seveda ob vključevanju v družbo, potem tudi širša družba. Ponuja tudi zelo pomemben uvid v delovanje možganov, tako da se posveča tako anatomiji, zgradbi, lastnostim, nevrotransmiterjem, ki v možganih prenašajo sporočila in jih predstavlja tudi v luči evolucije,
kar je tudi eno zelo pomembno poglavje in zanimivo poglavje v tej knjigi, in seveda vse to dela v luči zakonitosti otrokovega razvoja. Te celoviti procesi v razvoju, v rasti in razvoju možganov so izpostavljeni in posebej poudarjeni tudi kot pomembna obdobja v razvoju možganov, torej recimo omenja kritična in občutljiva obdobja za razvoj določene veščine, znanja ali pa sposobnosti. Omenja tudi različne razvojne mejnike, tako v gibalnem kot v govorno-jezikovnem razvoju, in potem posebno poglavje oziroma poseben vidik pa je, da daje tudi splošne nasvete, kaj bi morali početi za zdrav razvoj možganov, tako od časa nosečnosti, ko se plod razvija, do zadostne količine spanja, gibanja, vzpodbud pri učenju, raznih miselnih izzivov, ukvarjanja z umetnostjo, ukvarjanja z duhovnostjo, v bistvu vse vidike, ki pripomorejo k kvalitetnemu in optimalnemu razvoju. Seveda pa, kot sem že prej rekla, je osnova to ljubeče človeško okolje, ki je pač temeljnega pomena za razvoj in za potem najbolj ugodni razvoj. Potem v drugem delu ali pa v zadnjem delu knjige posebej izpostavlja obdobja, ko se otroci osamosvajajo in se v tem soočajo z različnimi vrstami stresa in kako jih potem tudi lažje premagujejo, od vstopa v vrtec do potem recimo obdobja najstništva, ko potem sploh specifično delovanje možganov, ki se še razvijajo, povzroča tako nepredvidljivo in samosvoje najstniško obnašanje. Tako da v bistvu zajame nekako vsa ta obdobja do potem zgodnje odraslosti, ko se pač razvoj možganov do neke mere zaključi v tej glavnem loku. Kar bi potem mogoče še omenila iz recenzije profesora dr. Zvezdana Pirtoška, še nekaj poudarkov, ki sem jih sicer že sproti omenila, da pač res odpira široka obzorja tako laičnim bralcev kot tudi strokovnjakom, ker ta nevroznanstvena spoznanja in razvojne procese razlaga zelo preprosto, hkrati pa z ostrino dejstev podkrepljeno, znanstveno, tudi grafično smo nekako skušali razdeliti te dele, o katerih govori o znanstvenih podlagah, z tistimi vložki, kjer odgovarja na nekakšna navidezna vprašanja, bodisi staršev, učiteljev, vzgojiteljev, tako da dejansko deluje kot neka žanrska kombinacija. Potem bi mogoče še samo to povedala, da vzpostavlja s tem nekakšna nova merila za vzgojo in izobraževanje in da, kot poudarja dr. Pirtošek, lahko v njej tako starši kot tudi strokovnjaki najdejo orodja in znanje za soočanje z vsakodnevnimi izzivi pri vzgoji in pri spremljanju razvoja otrok. Hvala lepa Zariki Smolj-Brbovšek za predstavitev te monografije. Bo pa potekala še ta teden, kolikor vem, samostojna predstavitev, ki jo bo pripravila avtorica, tako da toplo vabim tudi na ta dogodek, morda še nekaj o tem. Ja, seveda ta četrtek, hvala, da sem si tukaj zabeležila, da še to povabim. Ta četrtek bo Matica pod zvezdami posvečena prav tej knjigi. Zasnovana bo nekako tak glasbeno-pogovorni večer z avtorico. Na njem bodo nastopili tudi učenci glasbenega ateljeja Tartini, kjer violino študira in se uči tudi avtoričina hči. In bo to nek tak poseben preplet teh generacij in vpogled v otroško, najstniško dojemanje in seveda potem njeno strokovno razlago. In seveda glasba na tem dogodku nikakor ne bo po naključju. Slišali smo že, kako izjemen pomen tudi za razvijanje možganov pri mladih vendarle ima. Prav tako pa seveda ne morda omenim še to, da sta tudi risbe oziroma ilustracije, ki nekatere, ki se nahajajo v tej knjigi, prispevali obe hčerki avtorice Tine Bregant, tako da je tudi v tem pogledu nekako v praksi, v knjižni praksi preizkušala vpliv neke družinske vzgoje in seveda razvijanja možganov tudi z tega vidika.
Tudi zato je knjiga zanimiva. Morda pa zdaj seveda še k zborniku. Kot sem že omenila, smo na Matici organizirali posvete, posvečene o tem, kako slovenski mediji delujejo v zamejstvu, torej v Italiji, Avstriji. Leta 2023 smo organizirali poseben posvet o medijih na Hrvaškem in na Madžarskem. In rezultat tega posveta je seveda zbornik, ki ga bo prav tako na kratko predstavila urednica Zarika Snoj-Verbovšek. Ja, kot rečeno, je ta zbornik že tretji v vrsti, kajti vsi ti zborniki sledijo predhodnim posvetom o slovenskih medijih, nekoč in danes v slovenskem zamejstvu. Prva dva zbornika sta bili najprej slovenski mediji v Italiji in drugi slovenski mediji v Avstriji, nekoč in danes, no ta pa se posveča Madžarski in Hrvaški. Vsebinsko seveda sledi prvima dvema zbornikoma, gre za sodelovanje seveda s slovenskimi kulturnimi ustvarjalci izven naših državnih meja, ki sodijo v enoten kulturni prostor, ki je opredeljen z našim slovenskim jezikom. V tem zborniku imamo poleg uvodnih nagovorov dr. Aleša Gabriča in Sonje Novak-Lukanovič, ki sta imela uvodne besede na posvetu, potem prispevke 5 sodelujočih na tem posvetu. Prvi je prispevek Dušana Mukiča z naslovom 30-letja utrinkov iz življenja Slovencev na Madžarskem. In v tem prispevku avtor predstavlja okoliščine nastanka samostojne televizijske oddaje za Slovence na Madžarskem, to so slovenski utrinki, in navaja različne vidike, tako težave s termini predvajanja, ukvarja se z jezikovnim vprašanjem podnaslavljanja v madžarščini in slovenščini, predstavlja osrednje teme v oddaji in potem omenja tudi financiranje oddaje in se sprašuje o prihodnosti in tudi izpostavlja željo po nujnosti novega urednika za to oddajo, tako da tak zelo aktualni prispevek. Potem sledi prispevek Francija Justa z naslovom Mediji literarnega posredovanja pri Slovencih na Madžarskem. V tem prispevku so predstavljeni tiskani mediji, predvsem periodični tiski, ki so porabskim Slovencem po letu 1919 posredovali slovensko književnost, tako da to je kar tak obsežen in temeljit prispevek. Sledi prispevek Nikolete Vajde Nadži z naslovom Časopis porabje med usmerjenostjo v prihodnost in pogledi v preteklost. V tem prispevku avtorica govori o pomenu, o vlogi, značilnostih in odgovornostih manjšinskih medijev nasploh, potem pa se je tudi natančneje o časopisu Porabje, ki je začel izhajati leta 1991 in potem sčasoma postal ljudski medij, ki so ga porabski Slovenci vzeli za svojega. Izpostavlja 3 temeljne vsebinske principe, 3 poglavitne vsebinske koncepte. To je najprej splošna informativnost časopisa, potem njegova narodnostna vloga in pa njegovo kulturno poslanstvo. Tako da je potem ta časopis izpostavljen kot dokaj natančna kronika življenja slovenskega Porabja. No, prispevek Barbare Riman, pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem v hrvaških in slovenskih medijih, se posveča, kot rečeno, hrvaškim medijem in izpostavlja problematiko, da do sedaj slovenski in hrvaški raziskovalci niso kaj večjega interesa kazali za problematiko slovenske manjšine na hrvaškem v medijih, tako večinskih kot manjšinskih, in razlaga rezultate analize medijskih prispevkov, ki so bili v zadnjih 10 letih objavljeni v hrvaških in slovenskih izbranih medijih in v slovenskem manjšinskem tisku na Hrvaškem. No in v tem svojem prispevku potem dokazuje, da se je število prispevkov o slovenski manjšini na Hrvaškem sicer povečalo, hkrati pa izraža potrebo po dodatnih raziskavah. No in še zadnji prispevek je pa prispevek Agate Klinar Medakovič z naslovom V hrvaški prestolnici en medij za Slovence, a ta z dolgo tradicijo. Ta prispevek govori o glasilu Novi odmev, ki ga izdaja najstarejše društvo Slovencev na Hrvaškem, to je Slovenski dom Zagreb, in izhaja od leta 1996.
Poudarja, da je njegov namen beležiti najpomembnejše dogodke v Slovenskem domu in pri Zvezi slovenskih društev na Hrvaškem, opozarjati na pomembne mejnike v zgodovini slovenske skupnosti na Hrvaškem in pa pojasnjevati dogodke tako v Sloveniji in na Hrvaškem, ki vplivajo na življenje Slovencev na Hrvaškem. No, s tem prispevkom se zbornik zaključuje, dodani so še potem zadnja poglavja o avtorjih in povzetki prispevkov, tako kot v prvih dveh. Čakamo pa še na zadnji posvet, morebiti, in naslednji zbornik. Hvala, Zaviki. Zadnji posvet je bil namenjen kako slovenski mediji poročajo o manjšini. Žal tega posveta na koncu nismo organizirali, zdaj bom povedala, kaj se je izkazalo. Izkazalo se je zelo žalostno dejstvo, da slovenski mediji ne premorejo več odgovornih oseb, v glavnem skoraj nobeden, ki bi pokrivali področje zamejstva. Ko smo se obračali na dnevno časopisje kot Delo in drugi, so rekli, da to področje pokrivajo samo še priložnostno, tako da bi lahko sodelovali kvečjemu predstavniki STA, RTV in Ognjišče. Slovenska matica se je potem demonstrativno odločila, da bo dala pobudo slovenskim medijem, naj znova določijo odgovorne novinarske osebe, ki bodo pokrivale področje slovenske zamejske tematike. To nekako poslanico pripravljamo in to poslanico je podprl nedavno na svoji seji tudi odsek za slovenski jezik Slovenske matice. Skratka, še toliko bolj to dejstvo, ki se je zgodilo, opozarja na to, kako zelo zanemarjamo v današnjem času seveda to pojem enotnega slovenskega kulturnega prostora, pojem, ki se je rodil prav tukaj na Slovenski matici, razvil ga je akademik, profesor dr. Bogo Grafenauer. Tako da Slovenska matica si bo v prihodnje izrazito prizadevala, da se seveda stanje na tem področju izboljša. Vsekakor pa bi morda kljub temu se zahvalila seveda Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je vsa ta leta podpiral naše posvete in seveda tudi podpiral izdajo teh zbornikov. Prav tako pa naj že napovem, da se tudi za predstavitev tega zbornika na nek način dogovarjamo, in sicer v obliki, da bo predvidoma v aprilu doktorica Barbara Riman imela posebno predavanje o stanju slovenske manjšine na Hrvaškem. Tovrstnih predavanj bomo poskušali organizirati čim več in seveda na vas, spoštovana publika, je, da svojo prisotnostjo na tovrstnih dogodkih tudi podprete in pokažete, kako nam je vsem zelo, zelo mar do slovenske identitete v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem. Zakaj naj znova ponovim, robovi so tisti, ki čuvajo središče naroda. In zdaj morda za zaključek, saj je bila ta novinarska konferenca še kar dolga, še na kratko predstavitev monografije o Štefanu Kuzmiču. Kot sem povedala, kot vidite, je izšel v zbirki Slovenske akademije znanosti in umetnosti, z naslovom Dissertationes, in sicer kot 32. zvezek te zbirke. Urednik tega zbornika je bil akademik, profesor dr. Marko Jesenšek. Slovenska matica pa je sodelovala tako kot soorganizatorica simpozija, ki je potekal v oktobru 2023, in sicer v 2 dneh takrat, tako tukaj v Ljubljani kot v Murski Soboti, kar je bilo še posebej imenitno. Prav tako pa je kot sozaložnica sodelovala pri izdaji tega zbornika. Tudi to je še eno pomembno poglavje tako slovenske zgodovine in seveda robov naše
geografskih robov, nikakor ne seveda intelektualnih in duhovnih, ampak geografskih robov našega naroda. Namreč tale monografija celovito prikazuje Štefana Kuzmiča od uvodnega predavanja akademika Marka Snoja, ki razpravlja o njegovem priimku, kako seveda to pomeni mali Kuzma ali seveda Kuzmov sin, pa do temeljitih študij o njegovem prevodu novega zakona. Seveda tudi pomembna so tudi razprave o takratnem stanju v cerkvi, protestantizmu, pa o Kuzmičevih naslednikih. Nadalje razprava o prekmurskem knjižnem jeziku in tudi o Štefanu Kuzmiču v Zmejevi Prekmurjani. Skratka, tukaj v tem zborniku, ki bo ga prav tako v marcu podrobneje predstavil urednik, akademik Marko Jesenšek, poskušamo čim bolj celovito razviti, kako zelo pomembna osebnost je Štefan Kuzmič z svojim dejanjem, svojim prevodom bil, prikazan pa je tudi kot literarni ustvarjalec skozi njegovo poezijo, tako da ga boste lahko spoznali čim bolj celovito. Mi seveda nismo mogli danes zelo celovito predstaviti vseh teh naših novih knjižnih edicij, na katere smo na Slovenski matici seveda ponosni in upamo, da se s tem tudi strinjate. Nenazadnje so pred vami je bera novih razprav, ki kažejo, kako zelo poskuša Slovenska matica s svojim knjižnim založniškim programom seči geografsko tako v središče kot na robove slovenstva, tako v zgodovino, kot seveda tudi v našo prihodnost, tako na področju humanistike, kot družboslovja in tudi naravoslovja. In upamo si trditi, da v tem pogledu poskušamo se vsekakor najbolj celovito slediti tistemu poslanstvu, ki ga je Slovenska matica začrtala zdaj, že pred 161 leti. To je poslanstvo skrbeti za slovenski jezik, slovensko kulturo in tudi slovensko znanost v vseh nivojih. Hvala lepa, ker nas podpirate, spremljate in bodite naši zvesti podporniki še naprej. Če pa je kakršnokoli morebitno vprašanje, pa seveda za našega današnjega gosta, verjamem, da je vprašanj kar obilo, kar izvolite. Jaz imam eno vprašanje. V navezavi na to, kar je bilo zdaj rečeno, o poročanju o zamejcih, oziroma o zamejskem svetu. Jaz vem iz svojega časopisa, da imajo članki o vprašanjih v zamejstvu na Zahodu. Imajo dva bralca, eden od njih sem jaz. In me zanima pri Jurčiču, koliko daleč je v njegovem časopisu segel njegov svet. Ker to, kar si ti omenjal, so bile polemike s 4-5 ljubljanskimi časopisi v slovenščini in v nemščini. In moj občutek je, pa veš, ker nisem bral časopisov iz 19. stoletja, je, da je bil usmerjen proti Dunaju. Pa me zanima, koliko daleč mu je neslo, a je Trst bil del njegovega sveta, Gorica, mu je šlo do Vidma, do Benetk. Kaj je razumel, kot da je narod, o katerih ne treba pisati? Kje se mu je? Ja, Sego je pravzaprav Gorica bila sestavni del. Dogodki in po okoliških krajih to je bilo vedno polno. Trst sploh, šel je tudi do Pazina, kar se tiče Hrvaške, je pa se najmočnejši bil pa po štajerskih koncih, ker tam je šlo pa še za očitno tam bolj evidenten spopad nemško-slovensko. In v tem je potem
posvojil je seveda Bosno, Hercegovino, zaradi ustaje, oziroma tudi zaradi tega, da so s tem postali Slovenci večji, ki so dobili brate. Njegova je bila Srbija, dogodki v Beogradu, kaj je knez Milan počel, to je bilo redno. Rusija, poročajo, da je v ulicah Petersburga ljudi, ki so hodili na popotovanja, so beležali. Je pa seveda čisto gledal, ko je segal, kadar je segal pa del, na kakšen način lahko mu to pripomore k, se pravi, na neki kristalizaciji problemov na Slovenskem. Kje je pisal kdaj o svobodi govora v ZDA? In se to je rabo zato, da je lahko toliko po avstro-ogrski. Ko je poročal o nekih navadah iz Srbije, je spet rabo to za neko stimulus na Slovenskem. Ta v bistvu geografija je bila dolga, recimo Celovec je bil čist običajni kraj, kjer so prihajali vesti, Gradec. Tako da, če bi sam po časopisu sodili, je tudi tam iz teh krajev ponad piše o kakšnem dopisniku, o kakšnem svojem človeku, prigodah. Tako da je njegov ta horizont je bil bistveno dlje, kakor bi pričakovali. Pa res, da recimo Panonskega sveta pa ni vzel za našega. Zle pa ni bilo, se ne spomnim, da bi kakšne vesti iz Murske Sobote, že to, kar je zdaj Slovenija, Prekmurje, očitno za Jurčiča več ni bila, slovenska dežela. Zagreb je tudi bil, tako da na Primorskem je zelo poročal o raznih šolah, kaj počnejo, kako je kdo uspešen predavatelj o sadjarstvu, kako ljudje kar vse posod delajo, ima polne tečaje. Ta primorski del je zelo močen. Bernarda, lahko poveš, kakšna je bila naklada? Ja. V različnih letih, mislim. Z naklado je bil pravzaprav vrak, ker različne številke so bile. Ena izmed teh je bila, da je nekako trikratno povečal, da je bilo 300 izvodov ob njegovem štartu, potem je bilo pa okoli 1000. Zdaj, tle je bilo cel kup težav pri teh številkah. Ena je bila, on je recimo veljal, so ga predstavljali literarna zgodovina kot reveža, tako bogi človek. Jaz sem šel gledat zaslužke, on je dobil tam 1200 goldinarjev na leto, učitelj jih je dobil rečemo 500, zdravnik 600, potem razen velikega župana, že takrat v Ljubljani, pa kakšnega polkovnika, skoraj ni bilo človeka, ki bi imel večjo plačo od njega. Ampak zdaj sem se tudi spraševal, zakaj je bilo treba, hkrati so pa pisali, kako v težkih razmerah živi in dela. Vrak je bil, časopis je bil delniška družba. Jurčič je bil tudi delničar, ampak se je nesel eno posebno navado, ne preveč poslovno, delničarjem niso plačevali dividend, ker šlo je vse za razvoj. In zato tudi mislim, da so na nek način malo skrivali naklado. Nekaj, kar je očitno, je, ko kdaj poročajo, koliko so jo zaplenili. In zaplen bi se reči 800 izvodov, pa so pa povedali, da kar nekaj je pa ušlo. Skratka, ta naklada, zdaj moramo vedeti, zakaj je bila v resnici ogromna. Jurčič je časopis pomenil Dnevnik. To pomeni, izhajali je 6-krat na teden, pa Gospodov dan je počival, kdaj je tudi za Gospodov dan. In to je takoj krat 6, če je v primerjavi z novicami blajvajsenimi. Po drugi strani je pa pri
pri tem imel pa eno veliko prednost, ker recimo zaplembe so neugodne, ker so tudi finančni udarci za časopis. Ampak, če imaš pa ti abonente letne ali pa četrtletne, potem nič ne izgubiš, zato ker enak zaslužek je. Je imel pa seveda, je bil pa fair Jurčič, potem ko so ga zaplenili, pa so dobili kakšen izvod manj, kdaj se je zgodilo po 3-krat na teden celo, v kakšnih obdobjih, je pa kompenziral, pa je pa dodajal suplemente, so bile pa naslednje številke x2 ali pa x3 v površini. Tako da je šlo za en fair play, hočem reči tudi bralca. Zdaj, vse te, meni misteriozno je recimo to dejstvo, sicer ne pri njem, ampak to je bilo pri Blajvajsu, ko je objavil na naslovnici Prešernov krst pri Savici. Ker si je prevelik, je šlo v 7 nadaljevanjih, 7 prvih strani, kar je izjemen dogodek. Danes recimo dobiš Nobelovo nagrado za poezijo, pa ti recimo Delo ne bo objavil tvoje pesmi na naslovnici več, včasih daj pa 7 Prešernov. Zdaj, tisto, kar je bilo še bolj nenavadno, je pa, da je Prešeren, to ni bil novom, ampak njegov krst pri Savici je v knjigi že pred parimi leti takrat je šel. Zdaj se človek samo sprašuje, da očitno knjig takrat nihče ni bral, če si lahko pol knjigo objavil v časopisu kot noviteto. In se mi zdi, da bi bilo to zelo dragocen sploh iskati število naklad, mislim količine naklad, tudi pri knjigah, da je to da si dobimo en občutek, kakšen zamah je to imel. Je pa luštno, star čas je zanimiv, ker je tako nepredvidljiv, ne vemo, kaj najdemo. Recimo novice so imele, če imel Vodnik 33 naročnikov, njegove ljubljanske novice, jih je imel Blajvajs 1000. In na koncu letnika je objavljen seznam vseh naročnikov z imeni, priimki in naslovi. To nekaj, kar ne bi pričakoval, da časopisi počnejo. Hvala. Kako še to? Torej, zanimivo, glede na to njegovo izvirnost, pa neko posebnost, pa pravite magičnost, a je nekaj takih misli, oziroma na svetu, ki jih danes pogrešamo v novinarstvu, pa ste tam ste ugotovili, pa pravi bilo, da smo nekaj prenesli na današnji čas, v teh metodah, v idejah, potezah. Jaz mislim, da je vsekakor jezik ta. Jaz sem ga poskušal tudi pustiti z veliko borbe z urednico, sem imela marsikaj kratek stik, kako bi se tega lotili, ker ga nisem hotel čist posloveniti. Se pravi, njegov jezik je popolnoma precej drugačen kot zdaj, način, kako je. Ampak tako je živopisen, tako poseben, tako kaže moč jezika, igrivost. In se mi zdi nujno, da ga pustimo. In z tega stališča je gotovo nekaj, da Jurčič ni imel lektorjev, on je bil sam. Kar Cankar velja, da Cankar ne more napake narediti, ker kar Cankar piše, to je slovnica. Ampak danes je znati to en hud handicap, ker medijske hiše imajo lektorja. Kaj zdaj to pomeni? Pomeni, da ko človek tekst doda, je nekdo plačan za to, da ga popravlja. Jaz se spomnim, zdaj se ga še bolj spomnim kolega Hribarja na Radiu Študent, ko smo imeli tudi tam lektorja. In pa je bilo vse rdeče, jaz sem hudiča, zakaj ti to vse popravljaš? Če ne se ne bi videl, da kaj delam, In zdaj je hudič, kaj to lahko proizvede? Pa lahko proizvede to lenobnost, da reče, za tabo je tako lektor, pa se noč ukvarjal z jezikom. In ta izguba stila je pravzaprav z mojega stališča najhujš, kar se je zgodilo v žurnalizmu. Ta tehnični jezik, tudi brez kompozicije, smo ena redkih mojstrov je Erminše, ko dela v reportažah na direkt lok, neko strukturo, neko presenečenje, poveže stvari, ampak to praktično izginja. In jaz mislim, da je to samomor časopisov, zato ker
na tej ravni so potem zelo na podobnem kot spletni mediji. Tle, ki bi bilo bistveno boljši, pač niso. Tako da jaz bi rekel, da je to šola. Ne? In še nekaj, no, da če se hočeš za dober žurnalizem, je dobro gledati drugam. Ponavadi je problem, da se učimo od tega, kar vidimo. Gledamo samo, bereš časopise, fiziko se učiš na fakulteti, pisanje se poučiš z branjem drugih medijev. In zdaj, če imaš ti ozek krog, samo to ponavljaš. Že, če greš brati v tujih jezikih, nekaj dobiš, kjerkoli, tudi srbščina, hrvaščina, če so zato dobiš neke druge zorne kote. In to, da ta širina, bodi si v zgodovini, da vidiš, da lahko v istih fenomenih tudi drugače pišeš in na kakšne načine se vse da pisati. Te vaje iz stila ali pa vaje iz perspektiv so pa seveda možne samo s potovanjem v druge žurnalizme, ponavadi boš delati strane. No, morda samo pripombo, da ne bo razumljeno narobe. Tu je urednica z odprtimi rokami in vsem srcem podprla, da so citati iz Jurčiča neposredni, dobesedni, celo z napakami vred. Tako da tukaj sva bila potem na koncu zelo enotna. Še kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, potem se vidimo na naših individualnih predstavitvah teh knjig. Zahvaljujem se vam za današnjo udeležbo, posebej se zahvaljujem dr. Bernardu Nežmaku in seveda pišite, berite in uživajte ob Matičinih knjigah. Hvala lepa.